Te zanima, kako lahko hitro postaneš bistveno močnejši? Pa ne samo to, še razmišljal boš boljše. Ve mogoče že kdo, o kateri snovi govorim, nahaja se v bistvu v naši prehrani. To je kreatin. Kreatin poznamo mnogi kot dodatek, ki so ga vedno ali pa leta in leta uporabljali športniki za doseganje boljših rezultatov. Številne raziskave v zadnjem času pa potrjujejo, da ima kreatin en kup pozitivnih učinkov tudi na možganske funkcije. Ampak kaj? Kreatin še zdaleč ni primeren samo za športnike. Kreatin je primeren za vsa starostna obdobja. Zaradi tega, ker kot sem rekel, bistveno, ampak res bistveno poveča moč naših mišic in obenem pomaga, da naši možgani bolje delujejo. Zdaj pa, kaj je kreatin? Kreatin je snov, ki se naravno nahaja v našem telesu. Nekaj malega ga je naše telo sposobno samo ustvariti, večino pa ga dobimo s prehrano. In kreatin se nahaja samo v surovem mesu. In surovega mesa pojemo danes zelo malo ali nič. Se pravi, manj kot pojemo surovega mesa v naši prehrani, manjše so naše zaloge kreatina. In kreatin, kot smo rekli, igra bistveno vlogo. Poglejmo, kako funkcionira. Torej, kako deluje kreatin? Zdaj mene kemika, tu vidite, malo se hecam. Ampak fajn je, da vidimo na nekem praktičnem primeru. Torej, tukaj vidimo ATP molekulo, se pravi adenozin trifosfat. To smo se učili v šoli pri biologiji in kemiji, če se spomnite. In to so te fosfatne vezi, ki dajejo energijo našim mišicam za kontrakcije, našim možganom za delovanje, našim pljučem za dihanje. Vse, kaj se dogaja v našem telesu, dobiva energijo iz teh ATP molekul. In energija se sprosti takrat, ko se ta vez prekine in se sprosti ta fosfat. In zakaj zdaj to razlagam, kakšno vezo ima tu? Kreatin ima vezo takšno, se pravi, tukaj imamo pa kreatin, ki se veže na fosfat drugje. In potem nastane iz tega fosfokreatin in ta fosfokreatin pride sem in vrne ta fosfat našemu ADP-ju, se pravi, ko ATP oddaja fosfat, nastane iz ATP-ja ADP in kreatin mu prinese nazaj ta manjkajoči fosfat in se spet povrne v tisto stanje, kjer lahko odda energijo. In če imamo mi možnost hitreje reciklirati naše ATP molekule, bomo hitreje lahko dobili moč za krčenje mišic in hitreje bomo dobili energijo za delovanje možganov. In to je bistvo kreatina, da reciklira te ATP molekule in pomaga, da imamo hitreje in več dodatne energije. No in kot smo videli, kreatin sodeluje pri tem procesu recikliranja ATP molekul, ki so tiste ključne za oddajanje energije. In to energijo uporabljajo naše mišice za kontrakcije, se pravi za dvigovanje bremen na fitnessu, v športu ali pri vsakdanjih opravilih, se pravi pri starejših igra zelo pomembno vlogo pri vsakdanjih opravilih, kot so hoja po stopnicah, nošenje vrečk iz trgovine. Pri športnikih pa je to nekaj stotink ali desetink boljši rezultat, recimo pri šprintu. Zanimivo, mogoče te bo zanimalo, še posebej je dokazano, da pa na možgane dobro deluje v času izčrpanosti. To pomeni takrat, ko boš mogoče malo manj spal ali spala, se bistveno pozna, če redno uživaš kreatin, zaradi tega, ker ti bodo možgani delovali bolje. Zdaj pa, kako ga jemati? Najboljše se transportira v celice, če ga zaužijemo na čim bolj prazen želodec in to z nekaj sladkorja, zaradi tega, ker ta sladkor bo v bistvu spodbudil izločanje inzulina. Inzulin je tisti hormon, ki bo spravil v celice ta kreatin. In tako nekje po 2 do 3 tednih rednega jemanja se bo v naših celicah dosegla tista maksimalna raven kreatina, ki jo lahko potem ohranjamo v bistvu neomejeno obdobje. Seveda, marsikdo se je vprašal, vse lahko to dobim iz hrane, ampak kot smo rekli,
S termično obdelavo se vsebnost kreatina v hrani bistveno in drastično zmanjšuje. Vegani, vegetarijanci ga praktično sploh ne uživajo s prehrano in pri njih je efekt dodajanja kreatina drastičen, se pravi drastično izboljšanje. Na kaj pa moramo paziti? Zelo je pomembno, da je kreatin kvaliteten. Zaradi tega, ker jih imamo ogromno na trgu, tako da pač, če se odločite za njega, ga pač kupite takšnega, za katerega boste vedeli, da je kvaliteten. Kako izgleda kreatin? Kreatin se ponavadi nahaja tak v 500-gramskem ali 250-gramskem pakiranju. Večinoma in najbolj osnovna oblika kreatina je kreatin monohidrat in ta prah potem zmešamo v napitek ali pa pač jaz kar tak naredim, da ga vsipam v usta, potem splahnem. In recimo super timing je, kot sem rekel, nateči zjutraj s kakim sadjem, ali pa ga lahko zmešamo tudi kaki shake med treningom, po treningu, takrat, ko je absorpcija maksimalno dobra. Torej, kreatin, dodatek, ki ga je vredno poskusiti, se tudi zelo poceni. Probajte ga tako, kot sem povedal, in mi napišite, povejte mi, če vam je zadeva všeč, kako deluje. Če vam pa je bil video všeč, pa ga všečkajte, vas vabim k temu, da ga všečkate. Prav tako vas vabim k temu, da se tukaj naročite na moj kanal, vkolikor so vam moje vsebine všeč in celo označite zvonček, ki vas opozori na to, da je prišel nov posnetek, in ne spregledajte tudi prejšnjega posnetka, ki je bil zelo zanimiv. Do takrat, ko se pa vidimo spet, pa vam želim vse dobro, adijo!